Lep dober večer, lep pozdrav vsem, ki smo se tlele zbrali. Verjetno ste že vsi kdaj slišali za akaške zapise, a ste? Ja. Ok, tako da slišam vas glas. O akaških zapisih je nekaj znanega. Jaz bom probala vam povedati bistvo od najbolj bistvenega danes in bom probala tudi uganiti to, kar so določene dezinformacije in vam predstaviti svoj pogled. Vi se pa potem lahko v miru odločite, kateri miselnosti boste sledili. V glavnem, za vse, ki me še ne poznate, z vami sem Aleksandra Winkler-Drole, mojstrica hiromantike, karmična svetovalka. Zadnjih par let sem intenzivno namenila prav proučevanju akaških zapisov. Mnogi že veste, da sem začela leta 97, to je zdaj 20 let od tega, odkar raziskujem, proučujem dušo ljudi, dušo. Se pravi, prav tisto dušno doživljanje, kaj ti je lepo pri duši, kaj ti hudo pri duši, kaj hoče tvoja duša, kaj si želi tvoja duša, kaj zmore tvoja duša in kako očistiti svojo dušo. In pot me je pripeljala ravno do akaških zapisov. Začelo se je nekako takole, da sem brala knjigo, ki jo je podpisal oziroma tudi pregledal sam presvetli Satya Sai Baba, napisal Stefan van d'Oliva, in sicer je to več knjig v sklopu Sai Baba govori o Zahodu, Sai Baba govori o odnosih, Sai Baba govori recimo zdravilcem, terapeutom. To je Sai Baba govori in potem so to različni deli knjig in vse te knjige so mi bile tako čudovite in očitno sem dobila en uvid, da se da spremeniti smer svoje usode. To približno pomeni takole, če si ti namenil eno stvar, da boš prišel od točke A do točke B, pa naj si bo to, da bi se odselil, da bi odprl firmo, da bi spremenil posel, da bi dobil novega partnerja. Če je tvoj namen v tem stilu, recimo, potem, da je tisto, kar si ti zadal za cilj, lahko tudi slabo zate, se da spremeniti ta namen. In to se da ustaviti v akaške zapise. To je edina znana meni, v glavnem taka dobesedno čudežna formula, kjer lahko ustavimo določene nove namene, želje, hotenja, ki so seveda za nas dobro, v najvišje dobro, za dobrobit naše duše. In obljubila sem v programu, da bom danes kanalizirala sporočila z akaških zapisov. Prej pa moramo en par stvari razčistiti. Glejte, mogoče boste priča, da določeni ljudje zmorejo kanalizirati sporočila od nekje. In tukaj se pojavijo dvomi. Kako to zgleda, da nekdo kanalizira neka sporočila? Če menite, da je to podobno nekemu epileptičnemu napadu, nekdo pade na tla ali pa sedi, obrača oči, dobiva neke vizije, krili z rokami, to ni to. Se pravi, kanaliziranje sporočil nima nič veze s kakršnimi koli čudnimi telesnimi gibi, nič od te drame ni. Kanaliziranje sporočil, recimo z akaških zapisov ali pa kakorkoli to imenujemo, ni čisto nič podobno temu, da nekdo govori z drugim glasom. Se pravi, da uporablja čudne besede, tuj jezik, da se pogovarja z navideznimi duhci pred sabo, z nekimi biti. To ni nič resnice v tem. Če pač vas bo kdo prepričal, da je to kanaliziranje, je to samo drama, ki privabi pozornost ljudi. V poslu pa moramo vsi privabiti pozornost, zato da
smo opaženi, ampak to je že zloraba, če se razume. Kanaliziranje sporočil je še najbolj podobno jasno vedenju. To pomeni, da neko stvar preprosto veš. Lej, če si zadovoljen s svojim partnerjem, se spomni, kako je bilo, ko si ga prvič videl, s svojim zakoncem, in tisti trenutek si vedel, wow, to je človek zame. To je to. Ti si preprosto vedel, nisi šel k astrologu preveriti, a bi se midva ujemala ali ne, ni te zanimalo, da bi razmišljal racionalno, preračunaval. Preprosto je to jasno vedenje, vedenje je to iz duše, to ni iz razuma. To, kako deluje jasno vedenje, tudi poučujem v drugem delu tečaja nadaljavo, online mu rečem, in sicer božanska manifestacija, ki je nadaljevanje akaških zapisov. Skozi akaške zapise, nekateri pravijo, sem dobila vprašanje, Aleksandra, poglej mi, kaj je v mojih akaških zapisih zapisano glede moje prihodnosti. Če bo kdo od vas slišal, da nekdo napoveduje prihodnost glede na vpogled v akaške zapise, vas želim poučiti, da ni prihodnosti zapisane v akaških zapisih, ker akaški zapisi so stvar od 5. dimenzije dalje, tam pa ni časa, kraja in prostora. Se pravi, skozi akaške zapise ne moreš napovedati, kaj se ti bo zgodilo čez 3 leta, ne vem, 30 let ali karkoli. Kaj pa potem vidimo v akaških zapisih? V akaških zapisih vidimo situacijo, kakršnakoli zdaj je. Slika, ki je zdajle. In to iz tega lahko razbereš, kaj bo z tega zraslo. Se pravi, vidiš sadiko, ne vem, na vrtu vidiš peteršilček, korenček in vidiš, predvidevaš, da bo iz tega zrasla rastlina in tako naprej. V akaških zapisih lahko vidim, da nekdo zelo trpi z določeno osebo in če ne bo ničesar naredil, da bi to trpljenje rešil, se lahko to trpljenje tudi kar nadaljuje. Se pravi, kako prideš, mene vprašajo, kako ti prideš do te 5. dimenzije? Isto kot ti, ko ona, pa ona. Lej, nisem nič drugačen človek od vas. Nekateri, ki ste bili pri meni na stojnici, sem vam videla kar dosti vas je takih, da ste tudi hipersenzibilni, super občutljivi. Če bi bili glasbeniki, bi imeli mega dober posluh, senzibilna ušesa. Takih je veliko tle, ker pač smo se najdli skupaj in tako naprej. Eno je, da si malo hipersenzibilen, se pravi, da imaš en občutek, en posluh. Drugo, ti že delaš, ampak ne veš, da je to, kar počneš, da dostopaš do akaških zapisov. Na to te lahko tudi naučim. Pogoj, da te to naučim, je samo eden, da si dober človek. Nič drugega. Se pravi, ni važno, a imaš že kako predznanje ali ga nimaš, da imaš dober namen v življenju, da si dober človek pomeni, da nikoli načrtno ne povzročiš nikakršne škode nikomur, še najmanj pa sebi. Se pravi, če vsem narediš dobro, sebi pa škodo. Se pravi, tle moraš biti tudi do sebe dober, to je pač moje mnenje. Se pravi, kako kanaliziramo in komu lahko kanaliziram sporočila. Jaz lahko kanaliziram sporočila iz akaških zapisov. Lejte, to je delal najbolj znan v zgodovini je Leonardo da Vinci. Vemo, da je bil to grozen izumitelj. Pa Nikola Tesla. Oni se niso pretirano matrali, da bi proučevali, raziskovali. Ne vem, preprosto tista ideja, ko ti naredi preblisk, ko se ti utrne zamisel. V trenutku pride to, zato ne rabiš dosti
ne vem, priprav, napornega učenja, treninga in tako naprej. Utrne se ti ideja in zdaj samo še kako to realizirati. To lahko tudi ni toliko preprosto, ampak ideja se ti porodi in slediš tej zamisli in pol gre stvar dalje. Oni so kanalizirali, ali so to bili naučeni, ali so to znali, ali so imeli to malo več talenta, tako kot pri glasbi, tako kot pri športu, malo se že rodiš talent. Ampak ponavljam, da jaz to nekoga naučim, a ne da kanalizira zase, je pogoj samo, da je dober človek, da ima dober namen. Če me vprašate, ali zmorem za vsakega prebrati sporočilo iz akaških zapisov, je moj odgovor preprosto ne, ne zmorem. Za vsakega človeka ne zmoreš pogledati prvič zato, ker ti lahko ne dovoli. Ok, boste rekli, nekdo pride do tebe, ti reče, da ti prebereš moj dušni zapis skozi akaške zapise. Če me je on to prosil, da me je pripravljen to storitev tudi plačati, potem on dovoli. Ampak tle moram malo bolj pojasniti, pa boste hitro razumeli. Človek na razumskem nivoju nekaj dovoli, na nivoju duše pa lahko ne. In v tem primeru grem najprej vprašati, ali duša osebe tega in tega s priimkom, vedno uporabim rojstno ime, tudi dekliški priimek, če je spremenjen, ponavadi rečem še datum rojstva, da dovoli moj dostop do njegovih akaških zapisov. In če dobim odgovor, da, grem dalje. Naslednja stvar, ki jo vprašam je, ali je kakršnakoli ovira za to in to osebo, in če je odgovor ne, grem dostopati. Če je odgovor da je ovira, imam dve možni varianti, da so ovira. Ena je školjka. Školjka, to pomeni, da si je duša priklicala školjko, tako na lupino okrog avre, da ne moreš priti noter do nje. Ponavadi se to prikličejo, misleč, da bojo bolj varni. Nekdo, ki se je nekoč počutil ogroženega, si je nadal en tak, kako bi se rekli, energijski ščit, da ga nič več nagane, nič več ne prizadene, ampak tudi nič ne pride do njega. To je kot oklep. Potem mu probam odstraniti ta oklep. Se pravi, ga vprašam, ali želite, da vam odstranim lupino. Če reče da, grem skozi postopek, da mu odstranim lupino. Druga vrsta, potem lahko dostopam. Razen v primeru, da ni problem tudi svetlobna fasada. Se pravi, kaj je to svetlobna fasada, ki mi tudi preprečuje, da ne morem človeku pogledati v njegovo dušo, v njegov akaški zapis. Svetlobna fasada je en tak svetlobna prevara, da se za eno dušo, ki nima dobrih namenov, skriva zgleda oseba zelo topla, zelo prijetna, zelo nasmejana. Lahko je toliko zelo prijetna, da je že kar ali pa prijazna, ali pa celo ti obljublja, ne vem kaj, da je lahko to že mal prvi simptom, da slučajno ni svetlobna fasada. Svetlobno fasado odstranimo, zato ker mi moramo biti resnični. Resnična pomeni, da sem. Če priznam, da sem žalostna, sem tudi kdaj pa kdaj jezna, sicer ne vzgajam tiste jeze dneve in tedne in mesece in leta, ampak imam pravico biti žalostna, imam pravico biti kdaj jezna, imam pravico biti razočarana, imam pravico povedati, to pa to si želim, to odobravam, tega ne odobravam. Če so ljudje, ki so vedno, v navednicah, več ali manj, samo nasmejani, samo ljubeči, je nevarno, da se skrivajo za svetlobno fasado. Svetlobna fasada je prevara in s prevaro ne morem delati. Problem nastane pri ljudeh, ki so dušno spremenljive. A ste kdaj v življenju srečali človeka,
ker se ti je zdelo, da enkrat je en človek, pa je normalen, pa se z njim pomeniš, pa sodeluješ, pa se nekako ujameš. V nekem posebnem trenutku, v nekih okoliščinah je ta človek, bi rekel, ko en drug človek. In bolj pomisliš, kaj zdaj s tem? Pa se to čisto en drug človek, pa se to ni on ali pa ona. A se vam je kdaj zgodilo, a ste kdaj imeli tak primer v življenju? Ja ali ne? Ja. Ok, pol hočem, da me razumete, a ne? Da veste, o čem razmišljam. In to je možno, da je to dušno spremenljiva oseba. Take duše so negativne. A nam je všeč ta beseda ali ne? Ena mi je rekla, da ji ni všeč, da je duša ne more biti negativna, duša je lahko še kako negativna. Ne moramo lagati, da so vse duše pozitivne, ker določene duše so negativne. Ampak tudi ta negativizem v ljudeh je zelo različen. Lejte, tako ko je virus gripe zelo nepomemben v primerjavi z virusom HIV, ki je smrtonosen virus, tako je pač tudi s tem dušnim negativizmom. Se pravi, dušno spremenljive osebe so negativne duše, negativnim dušam ne morem dostopati do kakšnih zapisov, imam blokado do resnice, rečemo temu. Problem mi nastane tudi takrat, ko imam problem, ne gre gladko, moraš en kup stvari prej zrihtati. Če je oseba večdušna ali pa oseba je lahko tudi večdušna, se pravi, da ko se rodi, je to ena duša, se mu zgodi človeku v življenju ena situacija, da naprimer ima prometno nesrečo in je že skoraj umrl, ampak ga spet oživijo ali korkoli. In a ste slišali za kakšen primer, ki je nekdo po neki nesreči pozabil govoriti, ni znal hoditi, ni prepoznal več svoje žene, mož. Ste slišali? To se zamenja duša. To zelo verjetno je, govorim zelo verjetno je, to jaz če hočem reči, 100% je to tako, moram res tistega pogledati, ali to tisti, da se je zamenjala duša. Ta duša je šla, v to telo je vstopila druga duša. Zato ne prepozna več mame svoje, žene svoje, in rabi neki cajt in pol mu tudi tam gor, a nekaj naš vidik duše je zmeran Sat Čitananda in vidik duše je zmeran tam gor v stiku z božanskim, mu tudi priskrbijo, tako da ga pol hitro navadijo vse, aha, to je pa zdaj tvoja žena, to je pa zdaj tvoja mama, se s cajtoma navadite to, ampak nikoli več ni prav isti človek, zmerom je malo drugačen, ker je druga duša v tem telesu. Ali pa se mu človeku zdi, včasih se komu zdi, če se komu zgodila dušna zamenjava kot zelo majhnemu otroku, se niti ne spomne več. In kako bi ti lahko ugibal, a si ti ta prava duša, ta prava duša, se pravi ta prvi dušni vdih, se pravi, ko se rodi otrok, tiska vdihne, ta prvi dušni vdih, da pride tista duša in da si tista duša še zmerom zdaj. A ne? Če je možno, da se je zamenjala duša, potem je varianta tudi ta, da se lahko ti čudno počutiš v svojem telesu, kot da ne bi bilo tvoje. So ljudje, ki ne morejo sprejeti svojega spola. Vse veste, da se grejo delati operacije. So ljudje, ki ne morejo sprejeti svojega telesa. Ne? In to je že zelo verjeten pokazatelj, da je ta duša tam. V glavnem, zakaj se to zgodi? Največkrat se to zgodi zato, ker ta duša jo raj potegnejo gor, ali zato, ker je delala ful hudo škodo na tej zemlji, pa so jo mogli ustaviti, ampak niso pa hoteli, da bi žena toliko trpela, ker je ni bilo namenjeno, da bi izgubila moža, pa da bi mama bila, pa oče toliko zelo žalostni, ki so izgubili otroka. Se pravi, da pomirijo tiste svojce, ki veste, da če nekoga izgubiš, je bolj hudo te živim, kot tismo, ki greno moje. Tisto, ki umrem, duša itak ostane, z mojega stališča mu ni nič hudega, gre na boljše. In hudo je sem tistim, ki ostanejo, ki rečejo, joj, zdaj pa nimam več tega, pa toliko sem ga imel rad, pa toliko ga bom pogrešal. No, in da pomirijo tiste svojce,
hitro spustijo dole na dušo in pa so vsi srečni, pa so rekli, zdaj pa živ, zdaj bo pa živo, zdaj pa kar naenkrat spet živ. In tako naprej. V glavnem, gremo k našim kanaliziranim sporočilom. Bom poskusila, jaz imam določeno tehniko, ko grem skozi določene vaje, ki jih delam vsak dan doma, se pravi, če nekdo poje, mora svoj glas tudi malo trenirati, ampak polka ima ta glas že natreniran, rabi samo eno lestvico od 5, da pride v tisto svojo formo, rečemo temu, in zelo hitro prideš noter. Jaz tudi vam na online tečaju, ki ga začnemo kmalu, ponujam program, skozi katerega se pač naučite biti zelo v stiku s svojo dušo in tudi poravnati se s svojo dušo. V tem postopku je za kanaliziranje zmerom pomembno to, da imam hrbtenico popolnoma ravno. Vi pač sedite, kakor sedite, za vas ni zdaj tlele nič kaj tacga. Lahko mi tudi v mislih pošiljate vprašanja, vkolikor ne bom imela ovir do resnice, se pravi, če naletim na ovire, pol mora biti skozi en postopek, ampak da te ovire odstranim. Vkolikor bi kdo mi želel postaviti vprašanje, zastavi vprašanje v svojih mislih in jaz lahko odgovorim njemu in drugi niti ne bojo vedeli. Lahko bosta pa celo dva imela podobno vprašanje, pa hkrati odgovoriš 2, 3. Tako da ta vprašanja niso nikoli postavljena, kakor da bi spraševal vedeževalko. To nima nič z vedeževanjem. Akaški apisi sami zase še ne spreminjajo ničesar. Pogled je samo pogled in ni nič spremenjeno. Zato, da se določena stvar v tvojem življenju spremeni. To pomeni, da si nezadovoljen s svojo službo, da bi rad drugo službo, da bi boljše zaslužil in da bi ti manj škodilo tvojemu zdravju. Naprimer, da si to želiš. To pomeni, da ti skozi sporočilo ne morem skoraj nič pomagati, razen da ti pomagam, kako si lahko ti pomagaš. Treba potem iti skozi proces dušne poravnave, ki traja po tečaju 21 dni, ko ti ponavljaš določene prošnje sam. Se pravi, jaz zadnji vas vse naučim, vi pa delate zase. Vsak zase, vsak druga zgodba. Ko bom šla kanalizirati tale sporočila za vas, za ta svet, za Slovenijo, lahko tudi, bom rekla, kolikor je to pomembno za nas, boste slišali ene odgovore, najbrž vam bojo prišli prav, če ne vam pa vašemu sosedu. Samo trenutek še. Preden začnem, je fino poskrbeti, da so vibracije prostora čiste. Zato pač spustim malo kadilca, samo zato, da se prečistijo vibracije. Ker vemo, da se v prostoru shranijo skrbi, misli drugih. Zvokom poskrbim, da so moje vibracije čiste. Ponavadi prekadim še nekaj gugul smole. Poskrbim, da so tudi rudrakše na moji koži, že imam. Zame dobro, za vse prisotne dobro, v najvišje dobro, z dovoljenjem.
bolečine na telesnem nivoju. Koleno, noge, kolki. V tem primeru se nikakor ne odpove gibanju, ampak to gibanje prilagodi na tak način, da ti bo koristilo in ne da ti bo škodilo. Mogoče moraš tudi izgubiti nekaj kilogramov, da ne boš za brez veze obremenjeval sklepov ali pa obremenjevala. Nikar ne obupaj. Išči načine išči z glavo, s srcem, z občutkom, z intuicijo. Imej se rad. Tudi če si naredil napačen korak v življenju, pet naprej. To, kar zdaj veš, da je tvoja dobra izbira. Kako se znebiti odvečnih kilogramov? Koliko informacij imaš o tem? Pa še zmeraj se sprašuješ, kako se znebiti odvečnih kilogramov. Tukaj ne verjamem, da ti manjka informacij. Ne verjamem, da ti manjka znanja. Znanje imaš, informacije imaš. Jaz bi tole vprašanje samo popravila. Kako naj sebe spravim v red, v navednicah? Ti potrebuješ urnik, ti potrebuješ strukturo, red. Ti potrebuješ imeti rad samega sebe. Lej, če si starš, kar zagotovo si, potem, ko imaš rad svojega otroka, mu rečeš, zdaj je pa ura za spat, mu ne dopuščaš vse, mu rečeš, pojej zajtrk, je pomembno, da ješ zajtrk. Zato, ker ga imaš rad. In ker imaš rad samega sebe, si tudi postavljaš pravila, taka pravila, ki ti koristijo. In tako je tudi pri dieti. Se pravi, namesto kako naj jaz shujšam, kako naj jaz sebe spravim v red. Kako naj jaz najdem ljubezen, me sprašuješ, kje je moja ljubezen, kaj je ljubezen, kdo je moja ljubezen? Cel svet se vrti okrog ljubezni. Probi nekaj drugega razmišljati. A si predstavljaš, da rešuješ križanke? Križanko rešuješ. Ok, zamisli si zdaj to, tebi govorim. Če ne moreš najti prave besede, prave črke, če jo ne veš, pusti tisto križanko na tistem koncu in začni na drugem koncu. Kar veš, reši. Če tudi tam, kjer ne veš, pet na drug konc papirja. Rešuj križanko vse, kar veš. Zato, ker tisto, kar ne veš, se ti bo na koncu samo sestavilo. Samo ne siliti v nekaj, to moram rešiti zdaj tle. Ne moreš. Zdaj takoj ne moreš. Tudi jutri ne boš. Pet na drug konc. Se ti bo sestavilo. In tako boš najdel ljubezen. Mogoče moraš nehati razmišljati, da ti mora nekdo ljubezen nuditi. Hvala Bogu, da imamo vsi radi, da nam nekdo ponudi prijazno besedo, sočutje, razumevanje. Ampak daj, začni biti resničen do sebe. A imam jaz rada sama sebe, se vprašaj, ali pa rad? A sem jaz ljubeč do sebe? A sem jaz zelo sočuten do sebe, ali pa sočutna? Do sebe. Daj res si postavi vprašanje, koliko ljubezni premoraš do sebe. To pomeni, da karkoli narediš je dobro zate. Da si ne povzročaš hudo, če se imaš rad.
No, včasih moramo tudi malo iti čez svojo mero, tako kot pri športu, ampak malo iti čez svojo mero. Pol pa zmerom več lahko, tako kot pri športu. Včasih si moramo malo upati. Spet bom rekla, tako kot pri športu. Ampak spet ne skačemo v vodo, če nismo se prepričali o njeni globini, o varnosti. Ne skačemo nikamor. Vse lepo mirno preverimo. In najlepše, če imaš rad sebe. Vsak dan si zadej za cilj, da boš z nečim dokazal sebi, da se imaš rad oziroma rada. Vsaki dan, to pomeni, ne vem, en dan si prvoščiš nekaj, kar si že dolgo nisi, mogoče masažo. Mogoče nisi že dolgo časa šel s prijateljico ali pa s novim prijateljem na večerjo. Karkoli tebi pomeni, da imaš rad sebe. Mogoče bi si rad kupil knjigo, prvoščil frizerja. Karkoli imaš rad, s čimerkoli bi ti rad, da bi si dokazal sebi, da se imaš rad. Potem se boš navadil, začel se boš imeti rad sam sebe. Sem ljudje, da se imamo radi, si moramo nekaj konkretno prvoščiti, nekaj narediti, ali pa si vzeti prost popoldan. Ko boš imel rad oziroma imela rada sama sebe, bo tvoje srce žarelo. Ko bo tvoje srce žarelo, boš privlačna vsem. In vsi te bojo začeli imeti rajši. Vsi grejo rajši tam, kjer je toplina. Nihče ne gre rad tam, kjer je hlad pa mrzlo. Zakuri ogenj v svojem srcu in ga pošiljaj žarke. Res, da smo odvisni eden od drugega. Ljudje smo ful povezani med sabo. Okej. Pazi, da te mediji preveč ne umetno povezujejo. Mediji hočejo, da si odvisen od njih. Pazi, kaj pomeni povezanost in kaj pomeni odvisnost. Povezanost je zmerom daj dam. Zmerom je to most, ki je zelo koristen. Sta dva stebra, da smo povezani, smo močnejši, se imamo boljše. Odvisnost je zmerom škodljiva. Človek, ki je odvisen, ve, da ne bom kol boljš. Preprosto po intuiciji ve, da ne bom kol boljš. Tako kot pijanc za šankom ve, da ne bo nič rešil steklenico v rok. Točno to ve. Ampak vseeno pije, ne gre stran. Zato je odvisen. Odvisnost te izčrpava, odvisnost ti jemlje nasmeh, odvisnost ti jemlje mladostni izgled, odvisnost te dela nemočnega. Odvisen si in si v bistvu sužen. Sužen neke ideje, sužen nekega svojega prepričanja, napačnega prepričanja. In ti to veš. Zdaj si pa reči, da se imaš rad oziroma rada in tega nočeš več. Nočeš več odvisnosti. Zdaj si končno spoznala, da to res napelje nikamor.
Sprašuješ, če je zate srečna pot tujina. Odvisno, kera tujina. Tudi odvisno, kaj konkretno bi počel v tujini. Glej, če si uspešen doma, pa če iz prejšnjih inkarnacij nimaš dolg v svoji domovini, da moraš ostati, recimo, potem lahko poskusiš, pet varno, pet počas, pet vztrajno. Ljudje se pa navad, človeštvo se pa navad seli, ker me sprašuješ za srečno smer neba, tudi ti. Ljudje se selimo tako kot sonce, od vzhoda na zahod. Vzhodni Nemci so želeli na zahod. Tako kot sonce. Sonce gre na zahod. Sicer je to samo eno tako univerzalno pravilo. Ali pa pet tja, kamor ti ustreza klima. Če ti čutiš, da ti v eni državi ustreza njihova klima, tam je to že en dober pokazatelj. Če spremeš njihovo klimo, to je zelo dober pokazatelj. Zakaj sem se rodil ali pa rodila tem staršem? To že veš, da si je tvoja duša izbrala te starše. Ne veš pa zakaj in kako si jih je izbrala, ta duša, te starše. Ne sem tvoja duša, da si jih je njih izbrala. Starši so s tem soglašali. Glej, situacija je podobna tako kot pri delodajalcu. Tudi delodajalec mora imeti željo, se pravi, da ponudbo, da išče delavca, prijavi se več delavcev, potencialnih bodočih delavcev. Delodajalec izbere verjetno enega, včeraj bi enega. In tako so si tudi starši izbrali tebe. Drugi so lahko odklonili. Zelo verjetno je, da si ti bil starš temu staršu, ki ti je toliko težav povzročal v tvojem otroštvu. Zelo verjetno je, in da mogoče ravno nisi bil dober čustven zgled in da se pač to vrne z namenom, da se zaključi. Vedno je smiselno zaključiti. Ja, prav si uganil, z odpuščanjem. Kaj je odpuščanje? Ja, praviš, odpustim, ti pozabam, ne. Zato, ker se bojiš, da če bi odpustil, da bi dopustil. Odpustiti ni dopustiti. Ti si reči, odpustim, ampak čeprav jaz takega početja ne dopuščam. Nikoli, nikomur, nikoli ne bom, pod nobenim pogojem ne dopuščam krutega ravnanja. Ampak lahko pa odpustim, da bo nekdo do mene krut, ker se mi zdi to smiselno. Ker dokler mu ne odpustim, iščem načine, da mu bom vrl na milo za drago. Takrat, ko v tebi ni več želje po povračilnih ukrepih, takrat si odpustil oziroma odpustila. Takrat, ko ne razmišljaš več o tem, vsaj ne vsak dan, pa vsak enkrat na teden, ali pa vsakrat, ko ima tvoj prijatelj ali pa prijateljica 5 minut časa, razlagaš, kaj je bilo. Ali pa vsakokrat najdeš en razlog,
Da rečeš, ja, to sem zaradi tega taka, ker sem imela težko otroštvo ali pa mladost. Pa gremo spet k medijem. Ljudje mislijo, koliko zelo je pomembno, katerega župana imamo, katerega predsednika države imamo. Ampak verjemi mi, da to na tvoje življenje, na tvojo usodo nima toliko nekega drastičnega pomena, kakor si ti misliš, da ga ima. Nima toliko zelo velikega vpliva na tvoje življenje. Nič se ne bo spremenilo. Še zmeraj boš spal ob istem partnerju, še zmeraj boš jedel isto hrano, ki jo imaš rad, še zmeraj boš šel ali pa šla na dopust tam, kamor hočeš. Še zmeraj boš dobila identično plačo, ne glede na to, kdo bo predsednik, ki je. Skoraj nič se ne bo spremenilo. Zato ne dela take drame. Zakaj izvolijo take ljudi, ki golfajo? Tako je, ki golfajo. Očitno je vsem, da golfa, da je pristranski. Zakaj izvolimo takega? A zato ni boljšega, ko so vsi taki pokvarjeni. Zmeraj je tako, da je izvoljen tisti, ki je rezultat večine, se pravi, rezultat energijskega stanja večine ljudi. In potem, ko vidimo to, kar smo zbrali, kar je večina od nas zbrala, potem lahko nismo zadovoljni s tem, kar vidimo. Nismo zadovoljni. Glejte, Hitler je bil legalno izvoljen. Množica ga je izvolila. Prepričal jih je s svojim govorom, da bo rešil njihov problem. In potem mi je bilo večinoma žal, da so ga izvolili. Bil je negativna duša. Takrat je bilo človeštvo zelo negativno. In tem dušam se je dvignil na zavest. Se pravi, ko gledamo to, kar smo mi zbrali, te naše izbire, pa nismo zadovoljni s tem našim izbiram, takrat vidimo rezultate našega testa, našega življenja. Pazi, kaj izbiraš, pazi, kako izbiraš. Nekaj razmišljati, če mi je namenjeno, bo že prišlo do mene. Prosim, ne. Ne bo. Ne verjeti v nek namen, ne vem, kozmosa. Ali pa da ima Bog s tabo kakšen namen. Namere ustvarjaš sam. To je približno tako absurdno, kot da bi vedela, da mi čez 10 minut uide vlak in da bom jaz si mislila, zdajle od tle bom šla in do železnice imam 20 minut hoje, to je logika, da ga bom zamudila in bom vmes razmišljala, če me je namenjeno, me bo že počakal. Ne bo me čakal, to ni namera. Ne bežati v praznoverje, ne bežati v vraževerje, ne biti vraževeren, lej. Ta svet ti ponuja vse živo. Ljudje imamo radi pravljice, ljudje imamo radi sanje, ljudje imamo radi, obožujemo prospekte o daljnih krajih, o strojih, ki nam olajšajo gospodinjstvo. Obožujemo vse, kar nam prispeva k lepšemu življenju. Ja, ljudje imamo radi pravljice. Kako nam bo jutri lepš,
ko bo enkrat srečen konc. Sam naše pravljice morajo imeti vsaj malo realne podlage. Pravzaprav morajo imeti realno podlago. Ko verjameš v pomoč kozmičnih bitij, vedi, da oni nimajo svobodne volje, da razen v ekstremnih primerih ti ne pomagajo, da ti ne bojo ustavili vlak in da bo sam nate čakal 10 minut. Če se ti pojavi priložnost, jo izkoristi, modro, vztrajno, ne zapret vrata. Ti pripravi namero, ti se pripravi, da boš pravi čas na železniški postaji imel pripravljene kovčke, da ko pride vlak priložnosti, boš samo stopil in odšel, da bo šla na boljše življenje. Lepo je, če imamo ob sebi človeka, ki nas razume. In kaj je, če ga nimamo? Razmišljaj, kje ga lahko dobiš. Vsaj malo. Spremeni druščino. Pet v eno društvo, ne vem, karkoli te veseli, rokodelstvo, planinci. Pet te, kar te veseli, da najdeš ljudi, ki jih tudi ista stvar veseli. Ročna dela, okej. Ročna dela ti krepijo voljo. Konice prstov, takrat, ko delajo konice prstov, takrat se sprožijo impulzi, ki grejo po celem našem telesu in dobiš voljo, da se premakneš, da nekaj konkretno narediš v življenju. Zato so fina ročna dela. Ne moreš biti depresiven, če delaš lepe stvari, lepe ročne stvari. Ne moreš, to te reši. O negativnih dušah razmišljaš, ja. Kako veš, če so? Če se takrat, ko greš proč od njih, počutiš kot cuna, ki je ravno kar prišla z pralnega stroja, z centrifuge, ožet do konca, brez energije. Če ti ne gre z glave ta človek, ta oseba, če ne moreš nekati misliti na njega, v smislu, mater, ko me je izžel ali ne vem. Razen, če pomisliš, to je pa zanimivo, ko se ne s tega srečal, ko zanimivo šel, hvala Bog, ko bi čakam, da bi lahko še kdaj, pa da bi mogoče še kaj koristnega bilo. Ampak spet ne dela drame. Kako se zaščititi? Zaščito človek ima, tako ko imamo kožo, zaščito pred zunanjim vplivom, tako že zaščito imaš. Problem lahko res nastane, če imaš ti že prej poškodbo zlate mreže, da si ti že odprej nekje poškodovana na področju zlate mreže. Nekje, da je raztrgana, poškodovana. Ja, kaj je zlata mreža? Se pravi, to je tvoje fizično telo, tvojega fizičnega telesa. Je aura, auro čutiš, če narediš takole, čutiš, ko se spremeni energija, poskus. Lahko delaš kroglico, svojo energijo. Ko probaš tudi na obraz. Ne veš, da ti nekdo, veš, da si približal roko, to je tvoja aura, se dotikaš aura, to je okrog. In okrog te aure, da je tudi aura zaščitena, namesto kože je zlata mreža. To je še ena zaščita. Če je tista mreža pretrgana, je tam vdor zunanje energije ali pa tudi izhaja, izgubljaš svojo energijo skozi to. To ni prav. Lahko si skozi utrujen, tudi zato, ker imaš razpoko zlate mreže. Ali bo utrujena.
Pa misliš, da te šef izčrpava, pa sodelavci, pa tašča, pa mož, vsi zahtevajo, vsi hočejo. Ja, razumem. Če si naložil toliko bremen, jih boš pač zmogel. Lej, sigurno te veseli, da imaš moža, pa tudi če moraš za njim preveč bolj pospraviti, pa če on ne, sigurno ti je dosti boljše, da ga imaš. Sigurno ti je boljše, da imaš veselje otrok, pa tudi če so kdaj malo jezni, pa jezikavi, pa nesramni, ampak ko pomisliš, Bog ne daj, če jih ne bi bilo, lej, se so naporni. Ampak sigurno ti dajo več radosti, kot ti napora poberejo. Bodi močen, pa boš zmogel, obvladaj sebe. Pa preveri, očisti sebe, pa boš tudi lahko z bolj mirno energijo deloval do njih. Ali pa premisli, kaj na njih vpliva. Kateri možni so vplivi, ki bi jih lahko odstranil. Z človeka, ki je blizu tebe, pa je to otrok, partner, če dovoli. Ja. Kot starš imaš lahko vse kompetence, se pravi, si sam odgovoren za svojega otroka. Ko pa enkrat postane samostojen, neodvisen, se pravi, ko se služi za svoje preživetje, takrat je neodvisen, ne takrat, ko ima 18. rojstni dan. To nič ne spremeni dosti. Lahko spremeni, lahko ne. Blokada spolne čakre, frigidnost, impotenca. Ja, to me za ženska sprašuje. Ja, najprej bi bilo treba vedeti, najprej bi bilo treba pogledati, ali si imela splav, ali si splavila otroka. Ker tam 100% in to vedno nastane poškodba. In to poškodbo je treba sanirati. Če ne, ti bo tam stalno uhajala energija in jo nimaš. Nimaš poželenja, nimaš želje. Če ti toliko zlo energijo teče, ali pa da je toliko razpoka, je to tako kot rana na koži. Pride do okužbe, vnetje, gnojna rana. To treba sanirati. Tudi na energijskem nivoju treba sanirati. To povzroči splav. Lahko se celo zgodi prilepljena duša. Duša se prilepi nate in ti nagaja. V najbolj blagem pomenu ti nagaja. Lahko ti skrije ključe, ravno takrat, ko moraš z avtomobilom na nujen poslovni sestanek. Lahko ti... Večer, končati bo treba, 5 ura, snema je konc. Lahko ti povzroči kakršnokoli drugo zmedo. Tako da, dobra novica je ta, da se večinoma težav da odpraviti in da jih zmoremo. Pomembno je, da ti to hočeš. Pomembno je, da si ti najprej to želiš, da ti to verjameš, da ti to zmoreš sprejeti recepte, navodila, kako sanirati svoje življenje. Pomembno je, da veš, kaj hočeš in da to, kar hočeš, je v skladu s tvojo božansko dušno matrico in da je to zate dobro in v najvišje dobro. Vedno počni stvari, ki so zate dobro, ki so za vse dobro in v najvišje dobro. Hvala lepa.